Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Še vedno delava reklamo z JBL, oziroma ne reklamo, pač nagradno igro. Tako. JBL. In današnja, ker je v sklopu nagradne igre, imamo pač spet neki, kot že zdaj dvakrat, bova neki musko dejala, neki prek zvočnika. No? To, da se sliša, ja. In kaj bova danes delala? Razumevanje. Tako, danes boš pa Matic ti, mogel da vidim jaz, kako dobro poznaš Slovence. Spet, po letu 2000. Ne. Ne. Znane Slovence, ki govorijo, ne pojejo. Ki govorijo. In ti moraš povedati, kdo so. to je. Sej, mislim, da nisem dal kakšnih res težkih, tako da upajmo, da boš znal, prepoznal po glasu. Okay. Tako da lahko kar začnemo? Pa dejmo. JBL. To bo drugi povedali. Vse ponavadi, če kaj narobe narediš, te drugi popravijo. Če kaj narobe delaš, to lahko kdo pove, da je to narobe in namesto da sem sekiral. A moram počakati, da do konca pove? Ne, kar povej. Naš Oru, Peter Prevc. Tako je! Prva je pravilna. Bravo. Okay. Koliko jih je? 8. 8. Okay. 1 od 1. Gremo naprej. Jaz moram reči, da seveda podpiram pobudo, da programsko vodstvo televizije skuša paziti na gledanost tudi pred dnevnikom. To se pravi, če bi to nekako po njihovem mnenju doslej mrtvi čas, čas najmanj gledanosti. Pozdravljam to, da se ukvarjajo s tem, kako dvigniti gledanost tudi v tem času. Jaz moram reči, da... Jaz bi rekel, da je to Miša Mavk. Bravo! Dolg nisem delati izga. Ja, sem res. To, da je bo zdaj. Ja, bo zdaj. Saj V bistvu je že. zdaj. Je že. Okay, Evo, bravo, 2-2. Okay. Gremo naprej. Povprečen slovenski mladostnik na leto zaužije skoraj 67 kg sladkorja. Tudi sicer, da Slovenci uporabljamo veliko preveč. Darja Zgonc. Tako? 24 evrov. Tako je. Tu. A si vedel, koliko cukra pojema? Ne, nisem vedel. Ampak verjetno si bom za kakšen dan zapomnil, da je 67 kg na let. Tako. Ampak mladostnik. Mladostnik, To ja. je do katerega leta? Do 18. Recimo. Okay. Lahko jo vprašamo. Zelo počaščeno, zelo ponosno. Neka posebna stvar se čutim, kot da bi šla se pripravljala za nominacijo Oskarja, ki je pač v filmskem svetu najvišja nagrada in tudi tako jaz to nagrado v bistvu dojemam. Tina Mazeš, Črne na Koroškem. Tako je, pravilno. Ej, pa 4-4, to je to, vidiš. Bravo. A sem ti dal spet prelahke, veš. Taki so. Taki. Fajni, ne? V redu. No, vidimo te petega. Jaz lahko ocenim, a je človek mesojedec ali gre za vegetarijanca. Ne? Pri mesojedcu je klobasa, bom rekla, trdnejša, ne? Je veltiša. Pri vegetarijancih pa je nivo umazanije na školjki višje. Jiri Zrnec Ja. v eni izmed svojih skečev. A si ti tudi odpadel? Aha, ja. Čistilka na WC-ju je bil tukaj. Ja. Sem se nekaj spomnil, ne? Ok, bravo. Okay. 5 od 5. Da vidimo zdaj. You know, happiness is for me a very compromised category. It doesn't enter Yes. the frame. You have a serious ideological deviation And at the so very on and beginning so on. of famous proclamation of independence, you know, pursuit of happiness. Yes, Slavoj Žižek. Pravilno, 6 od 6. Še malo, še 2 ti falita. Pa veš kako, jaz pred 7 leti sem imel skozi Nike. In moram reči, da začetke mi je bilo kar malo težko zamenjati, ker nikoli nisem nosil Adidas. Tako da Adidas sem v začetku imel malo tršo Supergo. Sem se mogel kar, sem rabil malo dlje časa, da se navadim, ampak potem se da to nekako vse razviti s temi ploški, pomeriti po tvojem stopalu. Če imaš denar, je vse lažje, ne? Tako. Goran Dragič. Tako je, pravilno. Kje on igra? V NBA.
Ja, Ja, če mislim, da je Miami Heat. tako je. Pravilno. Vse veš. Pa 7. po vrsti je bil, pa on ima cifro 7. 7, ne? Ja. Bravo, si 7 od 7, bravo. Študirke stola. To, vidiš, ja. Evo, še zadnji. Jaz temu rečem, ki tem kotu zmeraj. Tam je okrog so mali taki griči, zelo je suho, izredno suh zrak je, ogromno prahuje, ki ga pol veter maše nos po zraku in je res, res je prav, klimatsko je prav neprijetno, ampak 8 od 8, a ti še enkrat Zdaj mi še enkrat, ja. jaz temu rečem, ki tem kotu zmeraj. Tam je okrog so mali taki griči, zelo je suho, izredno suh zrak je, ogromno prahuje, ki ga pol veter maše nos po zraku in je res, res je prav, klimatsko je prav neprijetno, ampak Tako, sprva, ki je začel govoriti, sem mislil, da je Ališič. A? Ja, Ampak- kaj pa je to zadnji odgovor? Pa ajde rečem, da je Mirjana Ališič. Bravo, A je? 8 od 8. Ta je bil kar težek, a veš, kak... Ja, za koncem, da malo. Ja, ne, fajn. Drugač, če povem, bravo, ne prečestitam, vseh 8 od 8, druga oddaja, vse pravilno. Kaj pa to? Car. Ja, drugač, sem se kar namatral, da sem najdel v bistvu te posnetke, ker ne govorijo o tem, kar oni počnejo, a ne, zaradi tega, ker s tem bi ti že izdal pač skrivnost. Ja, ja. Tako da pač, ja. Drugač pa tole je bilo v Miran Ališič v Denijevih zvezdah. O, Madonna, zdaj sem res potrudil. Wow. A Ja. to je na YouTubeu? Ja, tako. Denijeve zvezde. To je, da je on na Dubenu češ bil. A res? A. Cool. Ok, lej, 8 od 8, bravo, zmagal, že drugo si oddajo si razturil. Super. Tako da, bravo, še zmer, nagradna igra, še zmer, dajmo lajkat, šerat, kaj še vse, karkoli, pač zato, da lahko dobiš ta zvočnik, res je hud. Lej, koliko dober zvok predvaja, pa to je zvok, ki se predvaja iz zvočnika v mikrofon, v kamero, pa Ni zmontiran. Ni zmontiran noter in je še zmer tako lep zvok. Škoda je to zakon, če imaš žurko doma, pa ta zvočnik, to butaj, škoda je to zakon. Pa to kmajhen, kamorkoli ga lahko rukneš to je to. Bomba, dajmo. In to je to. A imaš še kaj zapovedati? Jaz sem se ful razgovoril. Ne, fajn, v priročni škatlici pride. Tako. Ja, to boste Zdaj, sigurno škatlice zelo... kupite. Tako. Ne, kupite, lajkite. Ja, da vem, nimam nič. Nič. Okay, Poj pa to. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Čau!